Pozdravljeni. Je Oliver Bearman do tega trenutka pokazal največ med novinci v Formuli 1, o tem in še marsičem drugim, kot ponavadi v naslednjih minutah. Pa verjetno ste opazili tudi vi, kako v očeh nekaterih analitikov, nekaterih komentatorjev Formule 1 je Oliver Bearman kar naenkrat postal najboljši novinec v sezoni 2026. Je to mnenje upravičeno ali pa želijo določeni analitiki našo pozornost usmeriti v čisto nasprotno smer? Meni osebno je bilo zanimivo, kako je Bearman postal aktualen na veliki nagradi São Paulo. Res v prvem in drugem delu kvalifikacij za veliko nagrado je nekoliko izstopal. Ampak zakaj? Takrat je imel na razpolago en nov set pneumatik soh, več kot ostali. In to prednost je znal izrabiti. A moramo biti objektivni. Oliver Bearman je zagotovo velik talent, ki si zasluži biti v Formuli 1. Ampak letos, v sezoni 2025, imamo veličasten privilegij gledati generacijo enkratnih novincev. Nimamo samo Bearman. Imamo, na primer, talent, kot je Bortoleto, ne smemo pozabiti na Hajdžarja, na Antonellija. O Lawsonu bi težko dejali, da je novinec, in seveda nekateri bodo v to skupino nekako potisnili še Colapinta, čeprav o njem danes ne bomo izgubljali besed. A ostaja odprto vprašanje, zakaj je tolikšen pritisk na samega Bearmana. Vidijo nekateri, imenujmo jih poznavalci v Bearmanu, neko hitro menjavo za Lewisa Hamiltona. Verjamem, da marsikoga so rezultati Lewisa Hamiltona razočarali, ampak o tem kdaj drug. Zanimivo je tu seveda poudariti, da Oliver Bearman je za razliko od večine ostalih novincev že v sezoni 2025 pokazal kar lepo mero uspeha in nabral izkušnje, ki jih drugi enostavno niso imeli. A meni je zanimivo, kako je Bearman postal aktualen prav po dirki za veliko nagrado São Paulo. Prej nismo slišali toliko histeričnega hvaljenja tega voznika, ki si mesto v Formuli 1 zasluži. Na veliki nagradi São Paulo je Bearman dirko končal kot 6. In kot zanimivost, oba Ferrarija sta odstopila. Na veliki nagradi Mehike na progi bratov Rodriguez je zasedel 4. mesto. Z obema Ferrarijema na koncu uvrščenima na tisto lestvico, kar pomeni, da je bil njegov rezultat bistveno boljši. A takšnega entuziazma zagotovo nismo bili deležni. Se je začela v ozadju izvrševati neke vrste propaganda, ne vem. Ampak mnogokrat sem opazil, da nekateri analitiki, nekateri komentatorji si izberejo nekega favorita in ga začnejo promovirati samo zato, da sami izpadejo malce višje od tistega povprečja, ki ga običajno lahko zasledimo v medijih. Gre za psihološko igrico, namreč kot običajno bomo tudi tokrat skušali biti objektivni. In kaj
to pomeni. Pogledali si bomo rezultate, ki so jih dosegli posamezni vozniki od začetka pa do tega dela sezone. In ugotovili bomo nekaj zanimivega. Da je res Oliver Behrman dosegel nekaj fantastičnih rezultatov in zbral 40 točk. A težava je v tem, da Izak Hajdžar je zbral 3 točke več. In poleg tega na veliki nagradi Nizozemske je dosegel 3. mesto. Isti Izak Hajdžar, ki je na začetku sezone kazal izjemno slabe predstave. Spomnimo se, kako ga je oštel sam Helmut Marko. In seveda iz tiste situacije se je veličastno pobral. Po mojem mnenju je on tisti, ki si zasluži našo pozornost. Iz primerjave sem seveda izključil Andrejo Kimi Antonellija, kajti on je že v tovarniški ekipi Mercedes, kjer je bolid seveda boljši, ampak kjer so tudi pričakovanja višja. Tu je težko objektivno nekako Antonellija uvrstiti ob vse ostale novince. Videli smo Antonellija 2-krat na zmagovalnem odru na sami dirki, 1-krat na sprintu in njegov rezultat, kar se tiče točk, je bistveno nad ostalimi. A vseeno, objektivno gledano, lahko se strinjamo, da je Izak Hajdžar vsaj tako dober kot Oliver Behrman, če ne malce boljši. In tu propadajo mnoge teorije, ki jih imajo tako imenovani poznavalci. Res, govori se v zaodrju, naj bi pri Red Bullu ponudili prav Hajdžarju mesto v ekipi Red Bull poleg Maxa Verstappena za naslednjo sezono. Videli bomo, ali je ta poteza modra, kajti v preteklosti so se mnogi, tudi talentirani vozniki, dobesedno opekli. Ne govorim, na primer, o Liamu Lawsonu, ampak tu ne moremo mimo dejstva, da v Red Bullu je menjava voznikov, ukolikor ti res ne dosežejo enkratnih rezultatov, bistveno hitrejša kot v ostalih ekipah. In seveda Alexander Albon je lep primer tega, kako talentiran voznik ni bil enostavno dovolj dober, da bi v Red Bullu obdržal svoj sed. A vrnimo se k samemu Oliverju Behrmanu. Verjetno mnogi vidijo, da sam Lewis Hamilton je na koncu kariere in histerično iščejo menjavo, ki bi jo ponujali publiki za tisto, kar se bo zgodilo naslednjo sezono kot običajno. In seveda tu se lahko začno naša razmišljanja. Je Oliver Behrman dovolj zrel za Ferrari? Enkrat je že imel priložnost nastopiti za to ekipo. Ampak lahko bi dejali, da je šlo tudi v bistvu za neke vrste začetniško srečo. Nick de Vries v Williamsu je imel praktično podoben debut, ampak v nadaljevanju kariere mu ni šlo tako dobro. In seveda Behrmanu ne želim takšne krivulje, kot smo jo videli pri Nizozemcih. Ampak dejstvo je, da voznik rabi nekaj sezon, da dozori. In pri ekipi Haas ima Oliver Behrman lepo priložnost. To, da letos ni najboljši izmed novincev, ga zagotovo ne postavlja v slabo luč. Oliver Behrman je dober, ampak ga tako hitro postaviti na tisti nivo fenomena je pretiran. Tako kot ostali rabi svoj čas. Spomnimo se, koliko sezon je
George Russell vozil za ekipo Williams. Zakaj? Ne samo zato, ker v tovarniški ekipi Mercedes niso imeli prostega mesta, ampak predvsem zaradi tega, da je dozorel kot voznik. In rezultate mislim, da smo videli. Iz to pot nekako želim Oliverju Bermanu in videli bomo, kaj se bo zgodilo. A vsekakor, ukolikor vam kdo Bermana predstavlja kot fenomena, ga lahko sedaj tudi popravite, kajti njegovi rezultati so dobri. Ampak še daleč niso takšni, da bi ga imeli za nekaj, kar bi bilo izjema. Mnogi drugi so pokazali iste rezultate ali pa morda še malce boljše. A toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.